Dober večer. Kako pomembna je za ljudi in gospodarstvo nemotena oskrba z električno energijo in kako ranljiv je lahko elektroenergetski sistem, so z vso silovitostjo na lastni koži prejšnji teden občutili prebivalci Teksasa, zvezne ameriške države, ki sta jo zajela hud mraz in snežno neurje. Elektroenergetski sistem se je sesul. Brez elektrike je v mrazu kar nekaj dni ostalo več milijonov ljudi. Temperature do 10 stopinj pod ničlo so bile za ta del ZDA nenavadno nizke, celo nižje kot na Aljaski. Umrlo je okoli 70 ljudi, mnogi v prometnih nesrečah na zaledenelih cestah, drugi so se zastrupili z ogljikovim monoksidom, ko so se skušali ogreti s kurjenjem peči. Razmere se zdaj normalizirajo, nov šok pa so ljudem povzročili visoki računi za elektriko. Darja Zupan. Takole je prejšnji teden sneg pobelil Teksas, kjer so zime navadno zelo mile. Tokrat so termometri namerili več kot 10 stopinj pod ničlo, posledica pa skoraj polovica tamkajšnjega prebivalstva, 14 milijonov ljudi, je bila več dni brez elektrike, ogrevanja in vode. Without power and water. And the weather temperature is real bad. We got all the blankets out. We tried to all sleep together to keep us warm. It's pretty bad that, as Texans, we just can't prepare for cold. And every other part of the country, this would have not been even an issue. We had a fireplace and I burnt up all the wood we had. This is sad. This is a sad state of affairs. I wish it were better, but somebody's got to do some planning after all this is over and make sure there's an alternative source of energy. Teksas je podobna katastrofa prizadela pred 10 leti, vendar teksaške oblasti od takrat niso naredile nič, da bi energetski sistem pripravile na hude zime. Teksaški guverner je sprva krivil obnovljive vire energije. If we relied solely upon green energy, that would be a challenge. But in Texas, we do not rely solely upon green energy. We have access to all sources of energy. Kasneje pa je krivca našel v Svetu za energetsko varnost Teksasa ERCOT, ki upravlja samostojno teksaško električno omrežje. ERCOT's annual winter assessment, which was designed to ensure the state is prepared, that assessment assured the public of Texas that there would be enough power to meet peak demand this winter. Now, what happened is ERCOT fell short on all three of these promises they made, which is exactly why that I have ordered the state legislature to investigate exactly why ERCOT fell short here. V Svetu za energetsko varnost ERCOT že iščejo napake in zagotavljajo, da se to ne bo ponovilo. One potential path of regulation might be to make sure those wellheads, that would help with this situation from my perspective, is make sure those wellheads don't freeze up so that we have enough gas in these kind of cold weather. V Teksasu je prizadetih 1000 javnih vodovodnih sistemov. 7 milijonom ljudi priporočajo pred uporabo prekuhavanje vode iz vodovoda. Zaprte so bile trgovine, ceste neprevozne, ljudje ujeti v mrzlih domovih, povsod so bile vrste. Obviously, the electrical grid can't handle this. We don't have the cleanup crews for this kind of snow, for this kind of ice, like they do up north. I hope that from now on we have something in place, so we don't have to go through this shit again. Obstalo je tudi gospodarstvo. Posledice je občutilo tudi slovensko podjetje, ki proizvaja hladilne naprave za računalnike in ki ima podružnico v Teksasu. Prejšnji teden, cel teden nismo več delali, non-stop smo na vezi z našo ekipo. Prebivalce Teksasa, ki so elektriko imeli, pa je zdaj presenetila položnica z ogromnimi zneski na računih za električno energijo, saj je tamkajšnji energetski sistem popolnoma privatiziran. To je fotografija uporabnice, ki bi morala namesto običajnih $100 ta mesec plačati za elektriko kar $7000. The issue about utility bills and the skyrocketing prices that so many homeowners and renters are facing is the top priority for the Texas legislature right now. V stiski pa se niso znašli le ljudje, ampak tudi na tisoče morskih želv. Okoli 5000 živali so že rešili in jih prepeljali na toplo v konvencijski center. Z mano sta dobra poznavalca elektroenergetskih sistemov, dr. Peter Novak in Uroš Salobir iz Elesa, odgovoren za nove projekte. Pozdravljena. Videli smo, kakšne so bile posledice tega izpada električne energije. Nas seveda najbolj zanima, ali se lahko kaj podobnega zgodi tudi v Sloveniji. Dr. Novak, kaj je šlo narobe v Teksasu, ki ga je zajel najhujši mraz v zadnjih 50 letih?
Dva razloga sta. Prvič je privatizacija vsega sistema, kot je bilo omenjeno, drugič pa vi poznate prislovico, ne, imaš tako kot v Teksasu. To se pravi nered. In v tem pogledu Teksas rabi največ elektrike poleti. Zato so pozimi številne plinske elektrarne v remontu. Ker je to čas za remonte. Zato niso mogli vseh zagnati. Po drugi strani je pa plinovodno mreže odpovedalo, ker so pač zamrznili ventili in rezultat tega je, da elektrarne niso imele plina, nekatere so bile v remontu in zadeva je kolapsirala v celoti. Sicer je Teksas izolirana zvezna država, ki energetsko ni povezana z ostalimi ameriškimi zveznimi državami, je na nek način samooskrbna. To je drugače, kot je denimo v Sloveniji. V Ameriki je sistem drugačen kot pa evropski, slovenski sistem je del evropskega, povezanega. Poglejte, tudi ameriške države so med seboj povezane, vendar Teksas je kot lastnik velike večine naftnih in pa plinskih polj samovoljno zahteval, da bo energetsko tudi električno samostojni in da ne bo z nobeno državo povezan. Kdaj? Približno 10 let nazaj. In to ga je danes stalo veliko. V Sloveniji se to ne more zgoditi. V Sloveniji je drugače, energetski sistem povezan z evropskim. Tako. Gospod Salobir, kako vi kot predstavnik sistemskega operaterja gledate na ta dogodek v Teksasu? Pri nas se kaj takega ne bi moglo zgoditi, ali bi lahko katastrofo v Teksasu preprečili in če kako? Pri delovanju tako kompleksnih sistemov, kot je elektroenergetski sistem, se vedno poskrbi za vrsto varnostnih mehanizmov, ki preprečujejo, da bi do takih dogodkov lahko kadarkoli prišlo. In ključen mehanizem je seveda zagotavljanje rezervnih zmogljivosti. In v tem primeru mislim, da tudi prispevek in to, kar je povedal dr. Novak, jasno kažejo, da je bilo nekaj narobe z rezervnimi zmogljivostmi. Torej, plinske elektrarne, ki bi morale v tem kritičnem trenutku rešiti situacijo, te situacije niso rešile. Zdaj, zakaj se je to zgodilo, bojo morale pokazati raziskave. To so ponovadi raziskave, ki trajajo leta in potem tudi dajo prave ukrepe, ampak to je šlo nekaj hudo narobe. Če bi bili povezani z ostalimi ameriškimi zveznimi državami, bi jim te lahko priskočile na pomoč, ali je bilo karkoli nemogoče, ker je bil takšen mraz, ker so zamrznjene naprave? Gotovo bi bilo lažje kreirati to politiko in načrtovanje celotnega sistema. Verjetno bi rabili tudi manj teh rezervnih zmogljivosti, manj bi bili odvisni od teh rezervnih zmogljivosti, ampak v končni fazi še vedno sistem ima zelo veliko koščkov, ki jih je treba zelo dobro skupaj sestaviti. V Sloveniji, kot rečeno, takšnih situacij ni bilo, ampak za ilustracijo poglejmo, spomnimo se. Doslej najhujši izpad električne energije smo doživeli v Sloveniji ob žledolomu leta 2014. Brez elektrike je ostalo takrat 147 tisoč gospodinjstev po vsej državi, nekatera tudi več dni. Žled in podrto drevje sta poškodovala precejšen del elektroenergetskega omrežja. Na distribucijskem omrežju je nastalo za 63 milijonov evrov škode, na Elesovem prenosnem za 20 milijonov. Kako je torej pripravljen slovenski elektroenergetski sistem? Manjši izpadi so. Pri Elesu so nam izračunali, da je v 10 letih bilo težav s toliko energije, kot je porabi, denimo Talum kot največji porabnik v pol dneva. Ja. Torej, težave v evropski interkonekciji so v primerjavi s tem, o čemer danes govorimo, res zanemarljive. To pomeni tudi kakovostni parametri delovanja našega sistema, napetost, frekvenca in vsi ti ključni parametri so res neprimerljivi. Tako da, a veste, v Sloveniji lahko izpade katerakoli elektrarna v kateremkoli trenutku. Pa te elektrarne dejansko predstavljajo skoraj tretjino celotne porabe v državi. Pa se to ne bo nikjer poznalo. Vi sploh ne boste opazili tega, da se je to zgodilo. To je ta robustnost našega sistema, ki je bila pa seveda na preizkušnji leta 2014, to je pa res. Ob katastrofi v Teksasu so se potem začela tudi politična medsebojna obračunavanja, kdo je odgovoren za to. Nekateri, predvsem pripadniki, nasprotniki segrevanja planeta, so trdili, da je razlog v zeleni energiji, da so zamrznile vetrne elektrarne in tako naprej, pa niso bili krivi obnovljivi viri. Torej, Teksas ima izjemno veliko vetrnih elektrarn in več kot 10% vse električne energije pridobiva preko leta
ko je vreme ugodno, iz vetrne elektrike. Sedaj so te vetrnice zaradi žleda se morale ustaviti, kajti tudi vetrnice, ki so jih oni gradili, so bile grajene za poletni režim. Medtem ko mi pa vemo, da imamo celo vrsto tovarn vetrnic, ki so pripravljene za delovanje tudi v Kanadi, na severu, ker imajo vsa krila ogrevana. Torej, če hočeš, lahko narediš tako, da tudi obnovljivi viri delajo, kadar je slabo vreme. Ostajamo pri obnovljivih virih. Če hočemo ohraniti stabilen elektroenergetski sistem tudi pri prehodu na obnovljive vire energije, ki je ključnega pomena za rešitev našega planeta, so in bodo potrebne velike naložbe, tudi v distribucijsko omrežje. Energetske družbe imajo pripravljenih za skoraj 4 milijarde evrov zelenih brezogljičnih projektov. Nekateri so usmerjeni v popolnoma nove tehnologije izrabe obnovljivih virov. Tak je tudi pilotni projekt prve geotermalne elektrarne v Sloveniji, v Prekmurju, ki bi bila lahko prelomnica pri prehodu na obnovljive vire energije pri nas. Andreja Lešnik. Družba Dravske elektrarne je z nafto Lendava in s Petrolom podpisala pismo o nameri postavitve prve pilotne geotermalne elektrarne v naselju Čentiba pri Lendavi. K temu so jih spodbudile raziskave o možnostih izkoriščanja opuščenih plinsko-naftnih vrtin, ki sta jih opravila Geološki zavod in Mariborska strojna fakulteta. Smo raziskovali možnost, kako toploto, ki je nekje na 3000-4000 metrih, jo prenesti na površino in da potem ta toplota na površino opravlja delo, ki bi imel končni produkt električne energije. Poleg vetra, poleg sonca je geotermalna energija ena, ki ima neko svetlo prihodnost v nekem nadaljnjem obdobju. Verjamemo tudi, da bo uspešna izvedba pilotnega projekta pokazala tudi potencial komercializacije tega projekta kot projekta zelene energije in tudi pozitivno revitalizacijo opuščenih vrtin. Toploto zemlje za proizvodnjo zelene elektrike bodo pridobivali iz opuščene naftne vrtine PG8. Gre za povsem nov način pridobivanja elektrike z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo, ki je plod domačega znanja. To je slovenski patent, in sedaj bi radi ta patent preizkusili tudi v praksi. Prvo elektrarno na vročo vodo bodo postavili v 2 do 3 letih. Elektrarna ima ta trenutek ocenjeno vrednost nekje 1 milijon evrov. S tem, da absolutno računamo tudi na evropska sredstva. Ne nazadnje je edini izmed projektov, kot takih pilotnih projektov, naveden tudi v NEPN-u. Ob opuščenih vrtinah v Prekmurju načrtujejo še več takih elektrarn. 10 takšnih elektrarn bi proizvedli nekje električne energije za 10% gospodinjstev v Pomurju. Ostali del energije pa bo ostal na voljo za ogrevanje, sušenje. Kot poudarja investitor, ima geotermalna energija v primerjavi s fosilno številne prednosti. Dejansko, da je na voljo celo leto, da je trajna, da ne onesnažuje okolja. Medtem ko največji proizvajalec zelene elektrike načrtuje še postavitev 14 vetrnih elektrarn, katerih proizvodnja je primerljiva z eno hidroelektrarno na reki Dravi, pa Petrol vetrnice gradi na Hrvaškem in z vetrno energijo oskrbuje že 35.000 tamkajšnjih gospodinjstev. In zakaj teh objektov ne postavlja v Sloveniji? Hrvaška ima tukaj kar lepo dodelano strategijo in je odprta za vlagatelje. V obdobju 2 do 3 let je možno projekt razviti praktično od pridobitve lokacije do zagona vetrne elektrarne. Družba Plinovodi pa skupaj z Elesom in HSE-jem išče priložnost v brezogljičnem vodiku. Pridobivali bi ga iz sezonskih viškov zelene elektrike in ga vtiskavali v plinovodno omrežje, kjer bi vodik pretvorili v sintetični metan. Tako shranjevanje sintetičnega plina iz vodika je v primerjavi z baterijskim po izračunih plinovodov kar 100-krat cenejše. Prijavili smo ta projekt na Evropsko komisijo v okviru Innovation Fund. V energetski zbornici so sicer razočarani, ker je v predlogu načrta za okrevanje in odpornost za izkoriščanje obnovljivih virov energije predviden izjemno skromen delež evropskega denarja. In to kljub dejstvu, da naša država prav na tem področju ne dosega cilja, ki si ga je zastavila. Gre za obnovljive vire le v obsegu okrog 15 milijonov evrov, kar pa
je zanemarljivo v primerjavi s vsemi potrebnimi vlaganji, ki bodo v bodoče potrebni za energetski sistem. Okoli 30 energetskih podjetij v finančni perspektivi 2021 do 2027 sicer načrtuje za skoraj 4 milijarde evrov naložb v nove brezogljične tehnologije, digitalizacijo, pametna omrežja, obnovljive vire in električno mobilnost. Na kolikšen delež evropskih sredstev lahko pri tem računajo, še ne vedo. Gospod Salobir, za velike naložbe gre, tudi Eles bo do leta 2030 vložil v posodobitev omrežja okoli pol milijarde evrov. To je velik izziv. Kakšne bodo te naložbe? Vi ste odgovorni za nove tehnologije. Tu ne gre samo za vlaganje v kable. Ja. Res je, torej, zmogljivosti sistema bo zaradi vseh teh variabilnih proizvodenj seveda treba povečati. Ene ocene so, da ga bo treba podvojiti. Ampak glavni izzivi so predvsem, kako prevzeti te ogromne količine sončne energije poleti in kako dobaviti oziroma kako spremeniti to dobavo energentov v zimskih obdobjih. To bo ta glavna dva izziva, ki jih bomo reševali tako z klasičnimi omrežji, z nadgradnjami, to pomeni z pametnimi omrežji, z pametnimi polnilnicami, baterijskimi sistemi. Seveda pridejo pa potem tudi na vrsto sintetični plini, pa daljinski sistemi ogrevanja, ki zaključujejo to celoto. In pri tem je pa ključno vprašanje, ne samo kako priti do teh sredstev za naložbe, ampak tudi kako se izogniti napačnim investicijam, napačnim naložbam. In predvsem največji izziv bo to, da boste povezali te razpršene vire energije, sončne elektrarne, danes je marsikateri odjemalec tudi že proizvajalec, pa recimo energijo iz vetrnih elektrarn, jih povezati in potem poskrbeti za dostavo gospodinjstvom in gospodarstvu. To je verjetno eden največjih izzivov. To je izziv, temu rečemo včasih tudi globoka elektrifikacija, ampak je pa pomembno, da navežemo te tesna partnerska, bi rekel, te tesne partnerske odnose, tako med odjemalci in velikimi javnimi podjetji. Po drugi strani moramo pa spostaviti eno čvrsto partnerstvo tudi med različnimi stebri energetike. To pomeni elektroenergetika, plinska sektor, naftni sektor, potem promet in toplotni sektor. In če bomo res ta partnerstva pravilno zgradili, potem lahko rešimo tisti problem napačnih investicij, o katerem sem govoril. Vi ste tudi na čelu konzorcija za zeleno preobrazbo. Pokazali bomo, kje je Slovenija v primerjavi s povprečjem Evropske unije po strukturi virov. Vidimo, da je v Sloveniji, da imamo manj fosilnih goriv kot povprečju v Uniji, več jedrskega goriva, več obnovljivih virov. Pri obnovljivih virih pa je zanimivo, da je pri nas kar 90% vodne energije, da vetrne energije skoraj da ni, sončne je tudi bistveno manj kot v povprečju v Evropski uniji. Vi pa se morate pripravljati na vse scenarije, ker še ni znano, kakšna bo naša prihodnost. Tako je. In predvsem delež sončne energije se bo drastično in bistveno povečal, zato so ti razpršeni viri in njihova absorpcija v sistem zelo pomembni. Doktor Novak, vi ste kritični do uresničevanja idej uvajanja obnovljivih virov energije. Rekli ste, da nekdo v Sloveniji sabotira zeleni dogovor, da namerno ovira proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Zakaj? Kdo? Ne samo električne energije, ampak v celoti tudi toplote. Namreč elektrika je sedaj v trenutku 22% končne energije, v bodočnosti bo verjetno 50%. Ampak ostalo je pa toplota, predvsem za gretje in za druge namene in ima nižjo kakovost. Mi namenjamo iz podnebnega sklada 140 milijonov, ki jih niti vsako leto ne izkoristimo, ogromno sredstev za druge namene, za železnico 40 milijonov, za študije analize 20 milijonov. Ne dajmo pa niti 5 para ali pa bomo rekel skromnih 2 milijona pa pol za nove tehnologije. Mi imamo v Sloveniji tehnologije, s katerimi lahko pomagamo elektrogospodarstvu pri daljinskem ogrevanju. To je kogeneracija na biomaso, kjer proizvaja toploto in elektriko tedaj, ko jo oni največ rabijo. Drugo, imamo tehnologijo za proizvodnjo sintetičnega dizla. Narejeno, izvoženo v Kanado, dobro dela,
Ne moremo narediti prototipa doma. Stane malenkost. Tukaj pa mi 140 milijonov iz podnebnega sklada, več kot polovico damo za železnice, ki smo jih mimogrede tudi prodali, in dajemo veliko tudi za študije in analize. Jaz sem pa že ministru rekel, ko je nastopal, dovolj je študij, pojdimo od besed k dejanjem. No, prej smo videli, vetrne energije imamo zelo malo, ampak Petrol je velik proizvajalec na Hrvaškem. Ostanimo še pri Petrolu. Sicer se Petrol tudi v skladu z nedavno sprejeto strategijo do leta 2025 čedalje bolj usmerja v proizvodnjo in prodajo električne energije, medtem ko se pomen prodaje naftnih derivatov zmanjšuje. Prav prodaja naftnih derivatov je lani zaradi koronavirusa močno upadla, kar za petino. Petrolu tako ni uspelo doseči načrtovanih rezultatov. Po 9 mesecih lanskega leta je bilo prihodkov skupine 30% manj, 2,3 milijarde evrov, čistega dobička pa kar polovico manj, le 40 milijonov evrov. Za letos spet napovedujejo visoko dobičkonosnost in predvsem zeleno naravnanost. Petrol že nekaj let ni le prodajalec naftnih derivatov, ampak postaja čedalje pomembnejša energetska družba, tudi spodbujevalec energetske preobrazbe Slovenije, zagotavlja predsednica uprave, ki je pred dobrim letom dni zamenjala Tomaža Berločnika. To bo njena usmeritev tudi v naslednjih letih. Mi sicer vidimo še potencial rasti pri prodaji naftnih derivatov, tukaj imamo tudi interes po širitvi in predvsem na področju držav jugovzhodne Evrope, kjer smo sicer danes že prisotni, pa ta mreža v bistvu ni najbolj optimalna. Januarja so na Hrvaškem od upokojenega generala Ivana Čermaka neuradno za 200 milijonov evrov kupili družbo Crodux z 91 bencinskimi servisi, tako da jih bodo imeli v skupini že 600. Tudi sicer imajo v državah nastalih na območju nekdanje Jugoslavije velike načrte, tudi zeleno energijo. Na Hrvaškem, na primer, končujejo gradnjo drugega polja vetrnih elektrarn. Prav tako vidimo potencial rasti v energetiki. Petrol je že danes proizvede največ zelene elektrike iz obnovljivih virov iz vetra od vseh energetskih družb v Sloveniji. Skrbno spremljajo predvsem razvoj avtomobilske industrije in se mu ustrezno prilagajajo. Danes imamo več kot 200 električnih polnilnic, v načrtu s strategijo za naslednjih 5 letih je več kot 1500. Ampak južneje, ko so države, počasneje se spreminja prodaja oziroma zamenjava vozil, avtomobilov z notranjim izgorevanjem z električnimi, zato tudi prodaja naftnih derivatov upada počasneje. Torej, v bistvu se bodo spremembe dogajale počasneje, kar nam tudi daje priložnost, da pravzaprav so ti posli lahko dalj časa dobičkonosni. Petrol pa postaja tudi čedalje pomembnejši prodajalec električne energije. Mi smo v začetku januarja prav tako prevzeli družbo E3 in v bistvu se pravi s tem portfeljem in svojim lastnim imamo približno 20% trga prodaje električne energije. V strategiji do leta 2025 načrtujejo za 700 milijonov evrov naložb, pomembno mesto imajo prav zeleni projekti. V naslednjih 5 letih smo temu namenili 35% investicij. Prihodnost pa bo seveda zaznamovala tudi epidemija. Mi računamo, da bo z precepljenostjo prebivalstva, da se bodo te omejitveni ukrepi sprostili in računamo, da se bodo pravzaprav, kar se tiče prodaje, da se bo Petrol zelo hitro vrnil na raven pred krizo. Vam zaupam. Klepetamo. Torej, kakšna bo prihodnost? Direktor Elesa Mervar je dejal, da se ljudje ne zavedajo, kaj pomeni zeleni prehod in da brez posodobljenih omrežij ne bo nobenega prehoda. Kaj nas torej čaka? Dražja električna energija? Ja, v nekem prihodnem obdobju se bo predvsem ta omrežninski del moral podražati, ampak mislim, da se prebivalci tega ne rabijo bati, zato ker gre za zeleno premijo, ki je potrebna, zato da se spodbudijo prave naložbe, seveda se pa ta zelena premija potem zmanjša in v končni fazi bomo imeli enako ceno kot je danes. Doktor Novak, kratka misel. Obnovljivi viri po vseh kazalcih in študijah, ki so jih opravili po svetu,
bodo povečali stroške sistema med 3 in 6%. Govorimo o celem sistemu energetskem. Torej, če samo pogledamo na elektriko, Za potrošnike, ja. za potrošnike to pomeni bistveno malo, zato ker je to najbolj kvalitetna energija, ki jo lahko imamo. Najlepša hvala obema. Prosim, hvala. To je vse za nocoj. Lep večer še naprej. V studiu 3 se dobimo spet prihodnji četrtek. Srečno.